res je hudo, če ne moreš do zdravnika in res se obravnava v ambulanti za neopredeljen, ne more po kvaliteti primerjati z obravnavo strani osebnega izbranega zdravnika, ampak vseeno bi bila zadržana pri zaključku, da je zavod tisti, ki o pravici do izbranega zdravnika ne do proste izbire, odloča po pravilih upravnega postopka. Prej bi rekla, da ne, prej bi se celo nagnila k temu, da je bila odločitev o zavrženju pravilna, ampak kot rečeno, bomo videli, kaj bo na koncu reklo. Sodišče bi pa vsekakor izhajala iz nekak zgodovinske razlage predpisa, torej določbo bi bilo treba razlagati po namenu, ki ga je imel zakonodajalec takrat v vidu, lahko tudi drugače, razlagalnih metod je sicer več, ampak ja, to pravico vidim drugače. Mislim pa, da se bomo vedno znova, dokler se ureditev ne dopolni, vrača na vprašanje, kdo upravlja s tem našim javnim zdravstvenim sistemom in kaj to upravljanje nosi, kakšna pooblastila, kakšne odgovornosti, kakšne obveznosti. To zdaj manjka. ZZDS je pogosto zreduciran samo na plačnika zdravstvenih storitev in na drugi strani, ko ste že sami po moji oceni pravilno zaključili, politika sicer je upravljavec sistema, ampak smola s politiko je v tem, da se zelo hitro menja in ne čuti neke hude teže odgovornosti, ni neke stabilnosti in tukaj smo v bistvu vsi vedniki en drugega.